Umetniška vrednost je zelo širok pojem. Ko sem pisala tole knjigo, sem tako miselno generirala različne miselne abstrakcije in potem vidiš dejansko, kako široka je ta zadeva, ko se je lotiš. Obsega dimenzije in deležnike, se pravi deležnike, ki so ključni na trgu, to je umetnik, umetniško delo, ciljni segment, se pravi ciljni kupci, potem so še tukaj gospodarske družbe, ki vstopajo na trg umetnosti in pa seveda umetniške inštitucije. Se pravi, pri umetniku upoštevamo dimenzije, kot je njegova pojavnost, identiteta, imidž, blagovna znamka, imena, se pravi njegove neponovljive prakse in znanja, redkost del, estetska vrednost, zapuščinska vrednost del, opcijska izobraževalna vrednost umetniških del sodi med te dimenzije. Potem na drugi strani kupce, njihove osebne preference, njihova osebna zaznavanja, specifikacije segmentiranja izhajajo predvsem iz psihografskih, vedenjskih, geografskih dejavnikov. In potem pa tukaj gospodarske družbe, ki nastopajo na trgu kot fondi investicij v umetnost. To se seveda zelo pogosto pojavlja v razvitih gospodarskih kapitalističnih državah. Pri nas toliko manj, kot družbe nastopajo kot meceni, kot sponzorstva, kot donatorji v umetnost. In pa seveda vrednost določajo tudi tukaj umetniške inštitucije, medtem pa seveda ne gre zanemariti stroke in profesionalnega razuma, ki pa poda neko kritiko o umetniških stvaritvah in na podlagi tega določa cenitev. Ampak tudi pri tem se pojavlja problem, ker se pojavljajo osebne preference, ideološka obremenitev, se pravi nekako tako skladno potekajo zadeve po tako imenovani teoriji subjektivizma.